Za koga? Za Žižka! Za pravičnost. Vse skupaj gre zaradi pravičnosti. Andrej! Bogovo, spustite Šiškota. Šiško vam nič ni naredil, naredili vam bomo mi. Tako je. Boga. Naj bo jasno gospodom, da od ponedeljka dalje vsak dan gnjavim naše vrle policiste z ovadbami zaradi utemeljenega suma povzročitve splošne nevarnosti. Namreč, ravno to se bo zgodilo, če ne boste Šiškota spustili ven. Če vam še kaj ni jasno, mene vprašajte. Štajerska zvestoba! Štajerska zvestoba! Štajerska zvestoba! Hvala lepa, če kdo še želi. Ostrijane, Slovenija, Slovenke, Slovenci, tisti, ki so danes doma na kavčih, razmišljate, kako bi bilo mogoče pa vredi, da bi se mi priključili totem peščici ljudi, ki danes enostavno daje podporo vojvodu Andreju Šišku. Hvala novinarjem, da so se danes oglasili tukaj. Hvala, zelo ste prijazni. En aplauz si zaslužijo. Panda. Moj predhodnik je uporabil besede, ki bi jih jaz tudi narešil, ampak ne bom. Imam govor pripravljen, da ne boste mislili, da lažem. Imam ga, ne bom ga povedal. Zato, ker enostavno so vsi moji predhodniki povedali že to, kar jaz mislim povedati za tem govorom. Jaz bi samo takole rekel, kot vardist, kako? Kot vard, ja, Ivan Dolfek, kateri danes tukaj z vami podpiramo Andreja, njegovo idejo o svobodni deželi in varni deželi. Mi nismo varna dežela, tako da veste. Vse ostalo, kaj vam bodo povedali mediji oziroma ti politikantje, je laž. In to je ena velika laž. Zakaj? Ko so zaprli Andreja, so stisnili rdečo tipko. Rdeča tipka je tista, ki nekako barva, ki jo označuje nekakšen preplah. Pomeni preplah, da se bojijo nekoga. Pred izbruhom, točno tako, gospod. Jaz pravim takole, ta oranžna tipka se je pritisnala prejšnjokrat, pri prejšnjem protestu. Danes pa so pritisnili rdečo tipko, kar pomeni dovolj nam je. Dovolj nam je vsega tega, kar se dogaja v naši državi. In upam, da bojo končno enkrat slišali besede nas tukaj, nekaj 100, nekaj 1000 somišljenikov, ki isto razmišljamo, ki vemo točno, kaj se dogaja. Ne morem več govoriti, ker se tresem od jeze, da bi lahko nekoga zažgal po gobcu, po domače povedano. Ampak enostavno borimo se za nas, za otroke, za naše vnuke, ne za sebe. Mi bomo poskrbeli za sebe. Naši otroki pa bojo samo lahko s prstom pokazali, kakšna zapuščina je to. In nimam nekakšnega bleščečega odgovora. Sram me je, kaj se dogaja v naši državi. Sram me je. Zato, za koga? Za koga? Za koga? Za Slovenijo. Hvala. Najprej lepo prosim.
Moje ime je Janez Ludik, sem Mariborčan, to je pomembno, sem Štajerc. Ne, to še ne, bom pa vas podpiram v tem. Moram povedati, da sem tudi pooblaščenec na Evropskem sodišču v Strasburgu in moram vam povedati, da sem pred letom in 3 meseci bil v podobnem položaju kot je gospod Šiško. Namreč na sodišču in na policiji sem povedal sledečo misel, da policija in sodišče deluje po nacistično, fašistično, komunistični metodi, ker suspendira človeka, ustavo, konvencijo, sodbe Evropskega sodišča. Tako je! Fasal sem kazensko ovadbo in 6. julija 2017 ob 14. uri bi moralo biti sojenje v Žalcu. Točno na moj rojstni dan. Vendar so ti, ki delujejo po nacistično, fašistično, komunistični metodi, ker suspendira človeka ustavo in tako naprej, en dan prej, ob 5:45, preklicali kazenski pregon, ustavili se proti meni, vendar mene niso ustavili, zato sem tukaj. Moram vam povedati, da z gospodom Andrejem Šiškom smo pred 5 leti imeli diskusijo, pa še pred par meseci, pa še lani, ker sem lani kandidiral za predsednika, a ste me videli na televiziji? Niste me videli. Laž, nismo ga videli. Ja. In zato vas vljudno prosim, da poveste gospodu Andreju Šiško, da bo Poljanec tudi priča v njegovi zadevi. Bravo! Zato je Poljanec tudi ve, da po 39. členu ustave, ki jo policija pa sodišče ne izvršuje, imamo svobodo govora in lahko svobodno širimo vesti, mnenja, izražamo čustva. To je prvi del tega člena. Drugi, ki je pa še bolj pomemben in je v tem primeru pa zlorabljen, pa govori, da imamo vsi pravico do informacij javnega značaja. Zakaj ni novinarjev javnega zavoda RTV Slovenija tukaj? Ker se bojijo! Ne, ker so lopovi, ker ne delajo za ljudi, ker bi morali po zakonu to biti in obveščati o resnici in pravici. Plačanci! Je v tem primeru gospoda Andreja Šiška pomembna, je 42. člen ustave, ki pravi, da se državljani lahko mirno zbiramo, javno zborujemo, te pravice pa je možno omejiti samo v 3 primerih. Prvič, če je razglašeno vojno stanje, drugič, izredne razmere ali pa elementarne nesreče in v 3. primeru, če prihaja do neke bolezni teh kazen. Epidemije. Se pravi, kdorkoli je danes tu, ga ne sme nišče maltretirati. In tudi k meni prihaja iz cele Ljubljane, pa z celo sveta, pa tudi jaz bom šel, hočem vam povedati, dragi Slovenci, Mariborčani, mi smo davkoplačevalci, tega se v tej državi ne pove jasno in glasno. Zato je nastal primer Andrej Šiško. Zato, ker v tej državi ni enega cepca v policiji, v tožilstvu, na sodišču, ki bi vedel, da obstajajo replike orožja pušk, ki so po težji izgledu enaki originalu, streljajo pa plastične kroglice in jih v 3000 dobite za 15 evrov. Tudi jaz imam na eni lokaciji ameriško vojaško puško, pa Walter 9mm pištolo, ki strela plastične kroglice. Policija, inšpektori, ki ste, da me zaprete. Kje ste zdaj? Ampak morate videti, da Poljanec ljudi vlaga kazenske ovadbe in odškodninske tožbe proti državi od 168 000 evrov do 96 milijonov, ker po 26. členu ustave, dobro poslušajte dobro,
26. člen ustave pravi, vsakdo ima pravico tožiti državno inštitucijo ali posameznika za odškodnino, čemu so bile kršene človekove pravice. Tako je! Zato smo tukaj branimo, zdaj vam bom pa povedal, prvi dan, ko sem videl, da je Andrej Šiško zaprt, sem na Facebook napisal, mi vsi smo Šiško. Hvala. Za koga? Za Šiška! Za koga? Za Šiška! Za koga? Za Šiška! Koga bomo mi zaprli? Pahorja. On je naslednji, ki bo zaprt. Ja? Mi Vardi se že pripravljamo. Moram še povedati eno stvar, ki se v medijih je zelo čudno prikazana. Andrej je priprt tudi zaradi tega, ker je bila ustanovljena samostojna dežela Štajerska. Oni govorijo, da je bila to neka njegova fiksna ideja, se on to spomnil. To, da je bila ustanovljena dežela Štajerska, sicer je bilo to lani 24.6., to je bilo vse javno objavljeno na Facebookih, na YouTubeu, posod smo dali posnetke in so vedeli, da je to ustanovljeno, sam noben je odreagiral. Ampak to, da se je ustanovila dežela Štajerska, to smo mi ljudje hoteli. Mi smo hoteli, da se ustanovi, to ni bila Andrejeva ideja. In mi ljudje smo njega izvolili za vojvoda. On ni samo oklicani vojvod, mi smo želeli, da je on ta vojvod. In kot vojvod ima on pravico, predvsem pa dolžnost, to ustanovi Vardo. Varda je pa straža, ki varuje ljudi. In on in Varda so prisegali ljudem, ljudstvu, narodu, Sloveniji. In ta človek je dan za temi zidovi. Zakaj? Vojska stavka, ne vojska stavka, vojska še ne stavka. Ta obveščevalna služba stavka. A veste, da policija tudi stavka? Oni so ves čas mirno stavkali, 1.10. začnejo povoren stavkati. Vojsko imamo petek že par let nezadostno ocenjeno. In kdo bo varoval Slovenijo? In Šiško, ki je ponudil pomoč in sodelovanje pri varovanju meja in pri varovanju naroda, so ga zaprli. In oni ga zdaj držijo v priporu brez kakršnih koli dokazov. Jaz se pa zdaj vprašam, vsi se hvalijo, kako smo mi pravna država. Kje je pravna država? Ki varuhinja človekovih pravic? Ki je pravda? To, kar je res. Zakaj se mi borimo tukaj? Mi se borimo samo za svoje pravice, za svoje zakonske oziroma ustavne pravice. Kdo nam jih bo dal? Sami si jih bomo vzeli. Tako je! Še prej pa Varda! Štajerska! Varda! Štajerska! Varda! Štajerska! Varda! Štajerska! Za koga? Za Šiška! Za koga? Za Šiška! Za koga? Za Slovenijo! Najlepša hvala za besedo. Jaz prihajam iz Primorske, iz severne Primorske in podpiram, da se ljudje na ulici zbirajo, da izkažejo, da se je potrebno za ene osnovne človekove pravice v naši državi žal boriti. Tako je! Tudi sam sem poskusil na državno-zborskih zadnjih volitvah kandidirati za poslanca, mislim, da na listi novinarja Bojana Pogarja, ki je tudi iz Maribora. In sem na lastni koži doživel, kaj pomeni biti medijsko cenzuriran. Kaj pomeni, da se tvoj glas ne sliši v javnosti, medtem ko v neki idealni državi bi moral vsak volivec vedeti, kaj se dogaja, v kakšnem stanju je ta država in kaj so ponujene rešitve, da se jih izboljša, da se izboljša to stanje. Tega danes volivci ne vedo in to ni naključje. Tudi to danes, da smo mi tukaj zbrani, ni naključje. Gre za dediščino tako bivšega režima, kot razvoj do neke demokratične, normalne države, ki bo verjetno še
dovolj dolgo trajal. Ne bo to kratek proces, če ne bomo mi to zahtevali, da se človekove pravice spoštujejo. Na kratko to pomeni, da recimo v tem primeru, da nikoli, ne glede kaj je Andrej Šiško mogoče kdaj komu žalega storil, nikoli ni prav, da se nedolžne zapira, da se jih pripira. Tako je. Kar sem izvedel iz javnih medijev je to, da nihče ni dvignil roke na drugega, nihče ni uperil pištole, orožja na drugega, sploh pa ne na najvišje naše predstavnike države, ki so bili varno v svojih pisarnah, v svojih foteljih, niso bili nikoli ogroženi. Dokaj niso vredni tega, ker so gnoj. Zanimiv je njihov odziv, da so tako zlahka pridejo do medijev, kot mi težko pridemo. To se pravi, v naslednjih par dni so bili po vseh medijih njihove ocene, kot da so opravili pravosodni izpit, kot da so sodniki, da je potrebno to zaustaviti, da se tega pa oni ne gredo, da bojo oni imeli neko konkurenco, da bo nekdo pač rožljal z orožjem, more biti, če mu kaj ne bo všeč. To se pravi, oni se bojijo potencialne misli, kaj bi se iz tega lahko razvilo. To se pravi, kot da gre za nek terorizem, pa v resnici nič ne gre, vsaj ni videti. Orožja niso do danes nihče našel. Hkrati pa je važno to, da tak odziv je posledica njihove slabe vesti. Odziv tega, da oni vejo, da sistem ne deluje popolno, da obstaja kasta ljudi, ki nikoli ne odgovarja za noben zločin v naši državi. To lahko pogledamo samo na stanju pravosodja. Obstajajo neki politiki, ki ne glede kakšni prisluhi so, kakšni dokazi so, vedno se zmažejo, pa prikažejo, da nič ni bilo, pa vsi vemo, da verjetno ni tako, ne? Ampak pravosodje pa hitro reagira zoper nekoga, ki je šibak, kot je Andrej Šibek, kot je Andrej sedaj Šibek videti, ampak to se lahko hitro spremeni. Zato je potrebno spoštovati pravo, potrebno je spoštovati človekove pravice vsakega državljana in tudi nedržavljana. In jaz pravim, da je to priložnost, da se danes smo se zbrali, da od začetka pogledamo, kaj sploh je ustavnost, kaj je družbena pogodba, kaj je tisto, kar nas druži, kar zbuja zaupanje drug v drugega, da vsak dela dobro. Treba je povedati, da Ustavo Republike Slovenije nismo sprejemali z referendumom, z nekim demokratičnim sredstvom. Hkrati se pa razglašamo za demokratično državo. To ne gre nekaj skupaj, ne? In tudi vse naknadne spremembe, tudi v škodo ljudstva, mislim na 90. člen, par let nazaj, tudi se ni sprejemalo z referendumom. In to se je že izkazalo za slabo pri ponovljenem referendumu za drugi tir, ker je večina glasov bila proti, ampak ta država tega ne upošteva, enega osnovnega demokratičnega pravila, da če je večina državljanov proti, potem se verjetno ne sprejme zakon, ne? Tako da mi imamo veliko pravnih institutov, se reče, ki so uvoženi iz tujine, so nam tuji, zgledajo kot ideal vseh idealov, demokracija, človekove pravice, svoboda, kdo ne bi bil za to? Ampak pod tem plaščem navideznosti se marsikaj skriva. In vsak izmed vas ima neko svojo izkušnjo, kaj se za tem skriva. In to se za tem se skriva tako policijsko nasilje, pa imamo tam policijo, kjer vsak ve, da če reče ne vem kaj, ali pa že samo če grdo pogleda in ga nekdo prebuta, ali pa mu
poznam primere, ko se je tudi v moji bližnji okolici koga dušilo, pa za državo to ni nič spornega. To se pravi, to ni resno kaznivo dejanje, da se je nekomu ogrožalo človeško življenje. Če pa na drugi strani navaden državljan karkoli naredi, vsaj malo sporno narobe, je obravnavan kot najhujši kriminalec. Jaz mislim, da ta država očitno nima nobenih kriminalcev in s svojim aparatom dela kriminalce. Tako je! Za koga? Za Šiška! Za koga? Za Šiška! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Koga su zaprli? Šiška! Ne, Ne, narod su zaprli. nas so zaprli. Narod, ne Šiška. Mi smo narod in Šiško je narod. Torej, za koga se borimo? Za narod! Za koga se borimo? Za narod! Kdo mora biti prost? Šiško! Za koga? Za Šiško! Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Hvala lepa. Rad bi se tudi vprašal neko retorično vprašanje. Kje je tisti preiskovalni sodnik, ki je povsem po presoji celotnega spisa ocenil, da ni bilo nobene objektivne nevarnosti za kogarkoli strani Šiškota ali njegove skupine skrivne, ali karkoli je napol javna, tajna, karkoli. Kje je ta človek? Zakaj on sme samo v sodbi povedati, da Andrej Šiško je nedolžen po njegovemu, da ni razlogov za pripor, ne sme pa priti sem danes na ulico in nam to iz prve roke pojasniti. Kakšna država je to? Na eni strani imamo sodnika, ki se mora skrivati tam gore, za 4 stenami, na drugi strani imamo plejado politikov, ki zatrjujejo, da oni, brez da bi pogledali ta spis, vedo bolje. Vedo, da noče nobene konkurence. Ta država noče politične konkurence že 20 let. Zato se izmenjujejo v glavnem desni, levi in imajo ljudje polni politike, da jim gre na bruhanje. Zato vsak tak pripetljaj na področju izven parlamentarcev, ki so cenzurirani, diskriminirani, diskvalificirani, poteptani, zaničevani, posmehljevani, ima nek pomen, ima neko potencial, da se razvija v nekaj novega, da ljudem ponudi upanje v boljšo prihodnost, ker ti oblastniki, ki so do sedaj bili v tem ringu, očitno ne poznajo poštenih metod boja, poznajo samo nepoštene, take, ki jih ustava in zakon prepoveduje. Ampak se znašajo, da ta sistem tako ne deluje, torej jim je vse dovoljeno. Jim je vse dovoljeno, vas sprašujem. Ni ali je? Ne slišim. Ni in nikoli ne bo. Nikoli ne bo, upam, da res ne. Zato smo tukaj, da povemo, da se tudi oblastniki morajo držati ustave in zakonov. Pravila ne veljajo samo za nas, slehernike, ampak za vse enako. Ali pa vsi zberemo vsak svoje pravo. Hvala za te lepe besede, malo bolj poučne, ko bi bile od mene. Jaz ne mislim tako tega dialoga, kompromisnega, kako že tem, ker imam punkte te oblasti, teh politikov. Ena novica je danes prišla. Andrej je uvadil Miro Cerarja
Bravo! Ja, to je zelo pohvalno, da se je Andrej pogumil. To, da danes smo dobili odločbo, da je zavrjeno, pomeni, da to ni pravno vprašanje. Tako da upam, da lahko zopet naprej delajo in lahko zopet naprej kradejo in nam lažejo in še nam naprej uvažajo migrante. Toliko o tem. O naši pravni državi, kje mi živimo. Hvala. Ovadi čarca zdaj, čarca. Občinstvo na področju in pa tudi na volilnem. Ta dva področja sta glavna branika svobodne družbe, pravičnosti. In če ta dva ne funkcionirata, potem ima potencialno tako priprti, kot je Šiško, tudi pravni ugovor po mednarodnem pravu. To se pravi, ameriško pravo je obravnavalo podoben primer in je povedalo, da nikoli se ne uporabi sile, če ta dva sistema delujeta. Naša skupina pa bo predstavila pred Evropskim parlamentom vprašanje v smislu 7. člena, to se pravi kršitve tega 7. člena, podobno kot so to poskušali nedavno pri državi Madžarski, ali je Slovenija še tako zgledna država, da spoštuje človekove pravice na teh dveh področjih. Naša skupina je naredila vse po pravni poti, da bi dokazala, da temu ni tako, da smo podvrženi diskriminaciji, ki jo mora država preganjati. Sovražni govor je to. Ja, res je. Politiki se bolj ukvarjajo s tem, komu bojo pripeli etiketo sovražni govor, da bi zalepili usta vsem, da bi jih zastrašili, ampak to nas mora ohrabiti. Ne sme nas biti strah priti in povedati resnico ter zahtevati pravico, ker je samo to gradnik boljše prihodnosti vseh nas. Hvala lepa. Demokracija pomeni biti sužen, pa biti vladar. Kdaj bo Slovenija svobodna? Takrat, ko bo policija začela upravljati svoje delo in te kriminalce v Ljubljani, v parlamentu, spravljati tam, kamor morajo biti. In to je na Dob ali pa kamorkoli, tam, kjer pač jim je bližje. Šele takrat bomo lahko mi začeli razmišljati o svobodi, prej ne. Šele takrat, ko bojo spustili našega vojvoda, ki je ugrabljen. Jaz ne razumem, se ne zavedajo, da oni so eno leto bili tiho, s tem so priznali deželo Štajersko, s tem so priznali tudi Štajersko Vardo. Res ne razumem, se ne zavedajo, da so ugrabili našega vojvoda, ki je državnik. In to je mednarodni incest, ki so ga storili, čeprav dežela Štajerska je v okviru Republike Slovenije, ni izven Republike Slovenije, tako kot oni sanjajo. Je pa res, da svojega bankomata ne bojo dali zlepa. In dragi moji ljudje, mi smo njim bankomat, nič drugega, manj vredni kot številka, važni smo samo toliko, kolikor imajo ekonomične opravičljivosti od nas. Vse ostalo jih pa ne zanima. Zato je treba jih spraviti za rešetke, da nehajo izvajati rodomor nad slovenskim ljudstvom. Tako je! Gosti Jarez. Za koga? Za Šiška! Za koga? Za Šiška! Za koga? Za Šiška! Varda! Varda! Štajerska! Varda! Štajerska! Od zmage do zmage! Naprej! Od zmage do zmage! Naprej! Od zmage do zmage! Naprej! Iz
izkazal sem minuto molka za smrt diktaturi. Če kdo meni, da ne živimo v diktaturi, potem se moti. Imamo blago obliko, ker je pohlevnost ena izmed značajskih potez slovenskega človeka. Če se postavimo po koncih fašemo, Andrej je zgled tega. Prišel bo čas, ko bo politična večina spoznala, da je pravi obraz demokracije svobodno oblikovanje politične volje. Andrej je dokaz za to, da trenutno nimamo pravic po svobodnem oblikovanju politične volje. Doumeti bo potrebno, da je svoboda izražanja prvina v medčloveških odnosih. Pomeni pa, da se samo v njeni polnosti oblikuje naša pristna volja družbenega delovanja. Andrej je dokaz za to. Ker trenutno v Sloveniji nimamo trga idej oziroma se tvorjenje letega namenoma ruši in onemogoča njegovo delovanje, imamo družbene probleme in apatijo, zamaskirane v razne resničnostne šove in podobno. Andrej je dokaz za to, da se ruši in onemogoča tvorjenje trga idej. Bogatstvo družbe slovenskega naroda in države se meri tudi s kakovostjo pravosodnega sistema. Ker je kakovost slovenskega pravosodnega sistema na zelo nizki ravni, nam Andrejev primer govori o tem, kako revni smo. Nimamo politikov, ki bi bili pri upravljanju družbe ponotranjeno državotvorni. Imamo zgolj pajace, ki se napajajo iz naših žuljev in znoja. Andrej je kot ogledalo, kamor se mačeha, to je naši kvazi elita, spogleduje. Če je stanje duha ni pogodo, ga uniči, medijsko, sodno ali kako drugače. Vsem tegobam, ki nas starajo, bom na koncu izrekel še enkrat pristno naše sporočilo. Ostani mlada in zdrava Slovenija. Hvala. Za koga? Za Šiško! Za koga? Za Šiško! Za koga? Za Šiško! Od zmage do zmage! Naprej! Od zmage do zmage! Naprej! Od zmage do zmage! Naprej! Šiško un, pa horno! Šiško vun! 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 Pa horno! Šiško un, pa horno! Malo pozornosti, prosim. Nujno obvestilo. 27. je tekma z Olimpijo, ima da je Šiško čudi! Tako je! Bravo! Sam še to, no? V glavnem, večinoma se tipkamo prek Facebooka, a ne? Prek Facebooka boste obveščeni, kakšni bojo naši nadaljni koraki. Ker lih vsak petek je prav mirno, ne bomo protestirali, pa delali bodo dali sebe. Mi hočemo, da oni Šiškota spustijo. Mi hočemo, da se naš držav vzpostavi pravdni red. Ne njihov pravni red, ampak pravdni red. Tako je! Tisto, kar je res, tisto, kar je prav, pošteno, pravično državo mi hočemo. In to bomo tudi dosegli. In ne bomo prej odnehali. Tako da jaz vem, kljub temu eni pravi, zakaj so mi tukaj v petek popolne, ko njih ni. Oni točno vejo, da smo mi tukaj. Oni točno vejo, kaj mi tukaj delamo. Tudi poslušajo vse, kar mi tukaj govorijo. Spremljajo nas prek Facebooka in vejo. Da se v Sloveniji narod zbuja, da ne bomo nekali, da hočemo, kaj hočemo? Kaj hočemo? Svobodo! Pravičnost! Pošteno! Volta! Štajerska! Volta! Štajerska! Volta! Štajerska! Štajerska zvestoba! Varna Evropa! Štajerska zvestoba! Varna Evropa!
koga? Za Šiška! Za koga? Za Šiška! Za koga? Za Šiška! Za Slovenijo! Za Slovenijo! Dežela Štajerska je ustanovljena, mi zdaj pač skandiramo Štajerska varda, ker Štajerska varda že obstaja. Kranjska bo tudi. Kljub temu, da je Andrej v priporu, gre vse po planu naprej, ustanavlja se dežela Kranjska. Skratka se bo ustanovila tudi dežela Primorska, Prekmurje pa Koroška, tudi že v planu, oziroma se stvari pripravljajo. Tako da potem pridejo seveda tudi vse varde in potem ne bo več varda Štajerska, ampak bo varda Slovenska! Slovenija. Tako, Slovenska zastava. Varda Dobrova! Slovenska zastava! Slovenska zastava! Varda Dobrova! Tako da vpeščen boste, kaj se bo dogajalo, kako gremo naprej, odnehali ne bomo. Šiškota hočemo ven, njih pa hočemo not. Tako. Zdaj še bom pa jaz prevzel mikrofon, čeprav rad na glas povem, ker pri delu me nihče ne ovira in tudi pri govoru me nihče ne bo. Skratka, varde so potrebne, tako Kranjska, Primorska in vse ostale, da bomo imeli slovensko vardo. Zima je pred vrati. Naš izdajalec in izvajalec Miro Cerar, bivši premijer, je podpisal Marakeško pogodbo in migranti čakajo na toplo domovanje v Sloveniji. Ne bomo storili. A jih bomo počakali ali bomo postali za Miro Cerarjem in vsemi izdajalci preko meja, onkraj meja slovenske svobode. Bomo jih posebno, samo na kar način. Torej, mi potrebujemo vardo in potrebujemo vojvoda Andreja Šiško. Pred zimo mora biti spuščen, ker če ne, mi svobode nimamo. Izvajalci nam bodo na vsak način privlekli rodomorneže. Tega ne potrebujemo. Varda! 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 Od zmage do zmage! Od zmage do zmage! Za koga? Za Šiška! Šiško, svoboden boš prej ali slej, bando pa bomo zaprli. Hvala. Hvala lepa. Jaz bi samo nadgradil prejšnje govornike s tem, da če bi mi živeli v demokraciji in ne oligarhiji, kar imamo, potem verjetno mi vsi tukaj ne bi podpisali makareške pogodbe ali pa dodelili nekemu tujcu 1250 evrov za to, da je naš prišlek. Kaj pomeni demokracija? Demokracija pomeni, da smo mi vključeni v sprejemanje odločitev in njihovo izvajanje. To je bilo zelo redko v zgodovini, da se je to zgodilo. Poznamo v antični Grčiji 200 let, da so imeli približek take prave demokracije, izvzemši ženske, služne in migrante. Vse te bi danes seveda sprejeli mi z veseljem. Potem je bilo v pariških komunah in še kasneje pri francoski revoluciji. To se pravi, imamo nekaj primerov, vedno, ko so protesti, se ljudje reorganizirajo, sprejemajo odločitve na nek drug način. In tudi mi bi morali v tej deželi razmisliti o novih načinih sprejemanja odločitev. Ni vse, kar nam je dano od zunaj, najboljše. Sploh pa ne predstavniški instituti. To se pravi taki, kjer mi nekomu dajemo neko pooblastilo, da nas zastopa in potem, ko nas vidimo, da nas slabo zastopa, nimamo mehanizmov, da bi ga odpoklicali, da bi popravili, kar je naredil narobe. Mi moramo kot čakati 4 leta, da pridejo nove volitve. To je nesprejemljivo v demokratični družbi. V demokratični družbi
Imamo mi vsak dan neke odločitve za sprejemati. Jaz sem preživel več kot 1 leto v Švici, v Konfederaciji Švici in sem videl tudi njihov primer Landesgemeinde, se reče. To se pravi skupnosti, kot je mogoče ta štajerska nekdanja dežela ali pa še podobne, so se zbrali vsi skupaj na velikem trgu in skupno je sprejemali najpomembnejše odločitve o kraju, o prihodnosti. Tega ne vidimo nikjer danes prav v Sloveniji, medtem ko v Švici, kjer zelo dobro živijo, to še vedno vidimo. Zakaj je ta tradicija? Zato, ker pri njih to deluje. Mi pa se moramo boriti, da bo to delovalo. In tudi se vsak dan borimo, vsak na svoj način. In prav je tako. Hvala lepa. Tvoje ime pa je? Ivan Bulfek. Ivan Dolfek. Ivan Bulfek, ja. Allah. Pozdravljeni, Vladislav iz Ljubljane. Jaz bi pa rad povedal predlog, če ga podprete. Rad bi skupaj z gospodom Dolškom, z gospodom Ferjanom in Ani Bidem bom tudi prosil obiskal ta trenutek oziroma čez par minut Andreja v zaporu. Bojo pač odklonili, bomo pač to posneli, da odklanjajo. Bojo dovolili, bomo še to bolj veseli, zato ker bi mu radi sporočili za šikaniranje preko televizij in drugih režimskih medijev, ki poročajo necelovito, pristransko, da ne rečem kaj hujšega, in v bistvu blatijo dobro ime vseh vas, ki se v bistvu borite za normalno državo, ki bi poslušala človeka in seveda volivca in enostavno o tem sploh ne poročajo. Skratka, prosil bi vas, da podprete to idejo in tudi soglasje rabim, ker tebe še nisem nič vprašal. Si zato, da poskušamo iti tja in prositi za dovoljenje, da ga fizično obiščemo. Ja, lahko greš zdaj na vkrat, pa vprašal sem, jaz mislim, da za njo spustil noter, pa zdaj niti ni. Ja, lahko gremo tja. Ja, gremo lahko. Skupaj. Hvala. Ok, skupaj torej podpora je. No, se je zelo blizu, pa hvala vam in z ja ali pa rečete smo za. Obiščimo Šiška. 3, 4. Smo za Šiška. Hvala vam. Nisem zamudila, zakaj si sploh kleš v? Ani. Ja, Ani, zdaj bomo hodili, da bomo prišli. Okej. Lažno, da pridemo. Te pa gremo Andreja obiskat, ne? Ja. Bravo. In upam, da... stresal vam smislo roke, to me ni ličar. Lep govor. Gremo pa definitivno pogledati, ja. Prek medijev so se razkrila, veš, da nočejo poštene igre, ne? A to smo mi pričakovali. In tukaj premalo podarjamo, da je tle v bistvu ustavno, normalno. Dajte, Ja, Lahko gremo, ja. Kaj je prekršek? Tako? Ja, ni nobenega. Kaj je prekršek? Ni dobenga doma. Boste vi to komentiral? Očitno, kaj? Ja, očitno ni dobenga doma, ne? Kje? Ja, tukaj v zaporu. Aha, se ga mora... Pomeni, da Andrej sploh ni zaprt. Ali pa to prekršek tega, ki bi moral vrvati? Ja, ali eno ali drugo.
Nekaj od tega je, mislim, da je to prekršek nekoga, ki se ne oglasi na domofon, zato ker pač, ne vem, ali ima tako naročeno, ali pa se boji. Ne? Aha, ne ve, kaj je odgovoriti. Ne ve, kaj je narediti. Pa je pa raj tih. A tako. Sej, taki so naši organi. Ko ne vedo, kaj je odgovoriti, so tiho, ali pa čist nekaj 15 odgovorijo. Niso pristojni. Niso pristojni. To bomo še enkrat probali. Dajmo še enkrat, da pa še predstaviš še kot štajerski vart, ne, in poveš, da se javljaš v zapore. Ja, dobesedno. Lepo pozdravljeni. Sem štajerski vart in želim obiskati Andreja v zaporu, ampak očitno nimam te pravice, oziroma ne vem, ni dobenega doma. Se vam zdi, da ima Andrej pravico, da se pogovori z tistimi, ki bi mu radi povedali nujne informacije in tistimi, ki ga pač imajo kot prijatelja in ga dolgo niso videli? Točno tako. Koliko dni je že zaprt? Priprt in podobno? A ne. To se pa že vleče. Kako dolgo je že zaprt? A me na telefon kliče zdaj? 13. No, dajmo kar zračunati, koliko dni je bil zdaj že priprt? Ja, zdaj bo skoro mesec dni že. 20. To se pravi Ja, ne, 15 dni. 15 dni. 15 dni, pa koliko ur? Gremo v detajle. Skratka, za 15 dni imajo kakšne razloge. Zjutraj ob 6. so ga prišli iskat, se pravi. 16 dni. Ja, 16 dni. 16 dni, pa 12 ur. No, 13 ur. 16 dni in 13 ur. To so pa čudni priporni časi. časi. Da ga ni v zaporu, da je tu nekje med nami. Aha, to se reče... Poglejte, to posnamite to. To so vsi Šiškoji. To so vsi Andreji. Vsi želijo podobne spremembe v Sloveniji kot on. Vsi smo Šiško. No? Vsi smo Šiško. Bomo še enkrat probala. Deva tretjič probati. Zdaj bom pa na spodnega stisnil. A ja, aha. Oba pritisni. Ja, da je kurčli v zad. Šestnajst dni. To pa ni v redu. Očitno ne nič tega. Ne? Ne, je. Videli smo, da ne dela niti vratar v tej državi. Tako, jaz predlagam, da gremo domov, prespimo. Lahko pa zdaj zapoje zaključna pesem, da seveda smo Slovenci, ki imamo narodno pesem ali karkoli. Pa odidemo. Ja. Puntarska, žal, druga ni, ne. Himno. Levkupo Boga gmajna je. Levkupo Boga gmajna, heja, hejo, za staro pravdo zdaj bo drajna, heja, hejo, zim zelen, za klobuk, za svobodo vije se tlačan. Zim zelen, za klobuk, naj odreši nas od režanskih muk. Levkupo Boga gmajna, heja, hejo, za staro pravdo zdaj bo drajna. Heja, heja, hejo.